Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav iz Domžalskega športnega parka, kjer je pred nami še zadnja tekma v 24. krogu prve lige Telemach. Prav vse ekipe pravzaprav v slovenskem nogometnem prvenstvu v tej sezoni se za nekaj borijo. Imamo res izjemno zanimivo prvenstvo. Gnjatič, Barnabas, Šošić, še ena odlična podaja, Nino Kukovec, Kukovec in odlično Orbanič. Pečar je odličen izvajalec prostih strelov, ampak tole je kar daleč. Pečar se je odločil za podajo, odbil je Vokić, toda tule je priložnost za Ivanška, ki strelja mimo vrat. Napaka Ševlja, Stanković do žoge, tole je lahko nevarno. Stanković pred vrati je seveda Poplatnik, Poplatnik skače, dobil je skok, to da zgrešil Pečar. Ivanšek tam do žoge, pa zdaj Štraus strelja mimo gola, gre tole. Pa na to Gnjatič pred Pečarjem. Odbita žoga prihaja do Štrausa. Trdin oddaleč, Trdin z bombo in brani Velič. Mozes Barnabas. Ševel. Ali se bo Ševel zdaj odločil za strel, ne, predložek Vicka Ševlja in zelo zanesljivo Orbanič. Zdaj je Ševel krenil naprej, pa podaja do Šošića. Šošić mimo gola, Mađić Šošić. Ne bi pa bilo kota za Bravo, zdaj je nevarno in gol, prav po tem kotu. Nemanja Jakšić po podaji Poplatnika in Bravo vodi od 76. minute z 1-0. Po kotu, ki ga pravzaprav ne bi smelo biti, kajti videli smo, da je bil Ivanšek v ofsajdu. Sodniki so pustili teči igro naprej, tako je tudi prav, VAR lahko vse skupaj popravi. Potem je prišlo do kota, takole Pečar, poglejte, potem pa visok skok Gorenca, podaljšal je Poplatnik, sijajno pa se je znašel Nemanja Jakšić. Stanković z dobrim predložkom, Gurlica do strela z kakšnih 6-7 metrov. Tole je bila prva meč žoga na tej tekmi. Stanković, kakšna priložnost ponovno za Bravo, še enkrat se je izkazal Velič. Oliver Bogatinov, danes ste dolgo časa zelo uspešno odbijali tekmečeve nalete, potem pa je prišlo v zaključku tekme malce do nezbranosti. Kaj je po vašem mnenju danes zmanjkalo za pozitiven rezultat? Fantom samo lahko čestitam na karakteru, na energiji, na želji, ki so jo pokazali, na temu, kako smo parirali, tako kot sami pravite, v tekmi. In to, kar sem danes videl, me nadaja z optimizmom in sem optimist. Ta drugi moment, pa mogoče današnji, smo pa malo smole imeli tudi glede sodniške napake. Včasih pač dobimo gol zaradi naše napake, zaradi neke kvalitete, da zabijemo. Danes pa tisti korner je popolnoma iz čistega ofsajda bil za Bravo, iz katerega so potem oni dosegli ta zmagoviti zadetek. Kako težko se je bilo sprijazniti s to sodniško napako? Poskušamo razumeti sodnike, vsi smo ljudje, ja, to je tisto do zadnjega momenta, pač ne dvigneš ofsajda, tudi če je nasprotnik v ofsajd poziciji, ampak potem je vseeno potrebno reagirati in ne pustiti toku tok. Se pa je zdelo, da po prejetem zadetku nekako niste prihajali do obetavnih položajev. Kaj je zmanjkalo za boljšo reakcijo po prejetem golu? Mi imamo velike težave z realizacijo že skozi celo sezono in
v momentu, ko se potem Bravo, predvsem Bravo, še strane vrste in brani svoj rezultat, je izredno težko nam to prebiti. Tako da enostavno nam je zmanjkalo, bom rekel jaz, neke ideje ali pa kvalitete v napadu. Aleš Arnol, danes smo spremljali zelo težko tekmo. Na koncu ste, vsaj tako se je zdelo, ohranili več energije od nasprotnika, prišli do zadetka, bili tudi bliže drugemu golu kot nasprotnik prvemu. Vaša 10. prvenstvena zmaga v tej sezoni, verjetno najlepše darilo polnoletnosti kluba. Tako, se strinjam, predvsem pa mislim, da zaslužena zmaga, da smo v bistvu bistveno večje število strelov proti nasprotnikovim vratem in okvir dosegli. Nasprotnik, mislim, da zgolj en strel v naš okvir. Zahtevna tekma, kot smo pričakovali, nismo pričakovali takega taktičnega pristopa nasprotnika, ki je v bistvu v prvem polčasu res zgoščeno čakal v svoji polovici. Mi smo sicer prehajali zelo solidno preko medprostorov v zadnjo tretjino, na trenutke malce preveč na stran, smo bili premalo konkretni, malo usmerjeni proti golu, ampak predvsem sem vesel, da smo v bistvu ohranili mirno glavo, hladno glavo, da kljub premoči v posesti nismo podivjali in na silo iskali tega zadetka, ampak ohranili to ravnovesje in v drugem polčasu predvsem izboljšali kontrolo ob branjenju dolgih žog, ker sta oba centralna branilca naredila praktično popoln mir na vse dolge žoge nasprotnika, tako da, kot sem rekel na začetku, povsem zaslužena zmaga in res fantom čestitam za pomembne 3 točke. Torej 10 zmag, 7 doma, 3 pa na tem stadionu. Očitno vam poleg Žaka to igrišče tudi zelo leži. Še nikoli tako kot v tej sezoni. Mislim, da nismo nikoli radi prihajali ne v Domžale, ne tukaj igrati proti Domžalčanom ali Radomljanom, ampak ja, v tej sezoni se počutimo dobro, vedno so rezultati tisti, neko gonilo, nekega vzdušja ali pa v bistvu nekega lepega spomina, tako da se lahko strinjam, da v bistvu nam ni težko na tem stadionu v tem trenutku. Skočili ste na 4. mesto, ob odigrani tekmi več imate 3 točke prednosti pred Koprom, verjetno bo pogled na lestvico v tem tednu zelo lep. Ja, bo lep najprej iz tega vidika, ker smo že danes prešli v bistvu zbir točk iz lanske sezone. Že 12 tekem, mislim, da pred koncem smo v bistvu nabrali več točk kot v lanski sezoni, predvsem smo tega veseli. Seveda pa bomo do zadnjega dneva oziroma do zadnjega kroga poskušali ta zbir povečati, kolikor se da in tekmovati za čim višja mesta, tako da vsaka zmaga je izrednega pomena. Ja, boj za Evropo je nedvomno živ. Ste se danes razveselili z drsa Kopra? Niti nismo veliko razmišljali o Kopru, verjamemo, da je res ogromno število tekem še pred nami, tako da predvsem smo želeli po tem, ko smo imeli v bistvu ogromno težav z boleznimi, odigrati tekmo v fazi napada boljšo in ker smo vedeli, da je na koncu to tisto, ki nam bo prinašalo točke. Dejstvo pa je, da v bistvu smo veseli, da imamo trenutno takšen položaj na lestvici in ga bomo poskušali čim boljše izkoristiti. Gaber Dobrovoljc, danes smo spremljali dolgo časa izenačeno tekmo, v finišu pa se nekako zdelo, da je padla zbranost, nasprotnik je prišel po kotih do številnih priložnosti. Kaj vam je danes zmanjkalo za boljši rezultat? Zmanjkalo nam je, da bi se boljše odbranili v prekinitvi ki je bil gol. Edino to. Drugače, svaka čast fantom, res smo se borili. Ogromno energije smo vložili v to tekmo, žal se nam ni poklopilo, žal nas ni nagradilo, ampak nič, glave gor, moramo se zbrati, moramo skupaj se nekako skupaj iti v nove borbe, pokazati karakter in to je to. Nemanja Jakšič, ohranili ste nedotaknjeno mrežo, dosegli ste gol, prišli na koncu do jubilejne 10. zmage v tej sezoni, verjetno se za vas tekma ne bi mogla razplesti bolje. Ja, se strinjam z vami, težka tekma, zmagali smo na koncu, pričakovali smo tako težko Radomlje in ena šansa je odločila, ena prekinitva, to je to. Zdelo se je, da ste na koncu ohranili več energije kot pa nasprotnik, tudi vi ste se po doseženem zadetku kar precejkrat vključili v napadalno akcijo, celo Matej Orbanič vam je nekajkrat zaklical, naj malce več varčujete z energijo. Ja, samo dobili smo energijo po golu, smo hoteli iti po še en gol, samo ne brez glavo na koncu, bitno je, da smo ohranili mrežo nedotaknjeno.